Pred dobrim letom sem bil na Lexusovi premieri, ki je bila bolj lifestyle usmerjena, torej ne toliko klasično novinarsko avtomobilistična in sem se takrat potrudil, da sem naredil en gledljiv prispevek. In zdaj sem na podobni premieri. Tole je prenovljeni UX300e, torej njihov ta najmanjši križanec, pa štromar. In tudi ta premiera je bolj takšna lifestyle, bolj za influencerje. Zato očala gor, čeprav dež pada, predvsem zato, da se ne vidi, da potem lahko berem svoj lasten tekst, da majhna kamerca v roke, da je vse skupaj bolj dinamično, pa gremo. Ok, tole za mano je glavna zvezda tokratnega dogodka, čeprav je avto v sami zgodbi celo manj pomemben, ker je spet želja Lexusa, da nas dejansko postavijo v zgodbo njihove filozofije in ne toliko v sam izdelek. Ker pa ne morem iz svoje kože, UX ima zdaj končno večjo baterijo, 72 kW ima in to pomeni, da z lahkoto prepelje kakšnih 300 ali pa 350 km, preden bo prazna. Mogoče celo več, glede na to, da je avto relativno majhen, ampak ni toliko pomembno, zdaj že letim k prvemu dogodku. Sašiko se reče temu v prevodu majhni šivi. Tukaj smo imeli priložnost sami poskusiti šivanje vzorca na takšen mini prtiček in lahko bi rekel, da mi je šlo odlično, pa se bojim, da bom potem doma moral krpati luknje v nogavicah. Zato poudarjam, da je treba biti kar mojster, če želiš vrhunski izdelek. Na enak način šivajo tudi kimone, to so borilna oblačila, če slučajno ne veste. In če se sprašujete, kakšno zvezo ima to z avtom, tudi sedeže v Lexusu UX300e, zato pa so tako lepi. Zdaj šibamo naprej in sicer na odkrivanje čarobnosti Misa. Razložim malo kasneje, kaj točno je to, ampak vsem ne morem iz svoje kože in moram povedati še kaj o samem avtu. Večja baterija je nedvomno daleč najpomembnejša stvar in prav je tako, da je dobil večjo, ker je zdaj lažje konkurenčen po dosegu. Je pa zapeljati od nekdaj super, ker je malo manjši in lepo čepi na cesti, izdelava je praktično brezhibna, materiali so dobri. No, po tej prenovi je dobil še večji zaslon tukaj na sredini, tale ima zdaj 12 palcev, večji so pa tudi digitalni merilniki tukaj pred mano in imajo 8 palcev. V bistvu je zato postal bolj sodoben. Polnjenje preko enosmernega toka je pravzaprav edina stvar, ki ni posebej fascinantna, ker se polni z največjo močjo samo 50 kW in tukaj konkurenca vsem zmore več, oziroma polni močneje in hitreje. Zdaj pa umami. Če ste mislili, da poznamo 4 okuse, torej grenko, kislo, slano in sladko, ste se motili. Poznamo še umami in ta v japonski kulturi obstaja od leta 1980, pomeni pa nekako prijetno slan okus, takšen, ki te poživi in elektrificira. Evo, pa imamo spet iztočnico z električnim avtomobilom. In miso je posebna začimba v obliki paste, ki zna ponuditi okus umami. Zato smo si pogledali še mojstra, ki izdeluje takšno začimbo, poskusili vse skupaj na več različnih jedeh in ja, nimam pripomb, je bilo res umami. Pa še zadnja stvar, pol pa lahko dam očala dol, pa neham biti influencer. Pri oblikovanju avtomobila je seveda zelo pomembno tudi to, kako se bo preko linije odbijala svetloba, saj je zaradi tega lahko vozilo očem še veliko bolj prijetno ali pa manj. In zato smo šli pogledat mojstra svetlobe Davida Gilliverja, ki obvlada igranje s svetlobo in ustvarja nore fotografije. In jaz jih po novem tudi znam. Tole sta namreč 2 moja izdelka. No, še to. Avti so v bistvu že pri nas, cena pa od 56 000 € naprej.